hvala ti, Klara, ful si dobro skuhala. Ja, ni za kaj, ne? Za zahvalo lahko pa ti pol posodo pomeš. Ja. Sam je ful lepo, med poletjem bi se lahko sem kopat. Ti če v poletju razmišljaš? Jaz pa ne, kako sem to izpitno obdobje preživela. Joj, ta faks, sam na kaj konc. Sam srednjo šolo pa prvo pogrešam. Na maturantski ples bi takoj še enkrat šla. Kakšen maturanski ples? Jaz bi šla še enkrat na maturanski izlet. To imaš pa prav. Tako dobro, koliko smo se pa tam imeli, se pa nismo imeli še nikoli. Pa sem še mojega Marka tam spoznala. Ja, koliko lepo. Ampak, ko smo pa glih pred tem, kaj si spomnimo, moj zadnji kolokvij je bil glih v Soški fronti. Daj no maze o tem. Ne, resno, a ni bilo to lihle pa reki. Daj meni se na tega piferetle o zgodovini poslušati, izrem posodo pomniti. Ne, ampak pač v zadnji za reko, tam smo mi, tam je bilo en most. Na plisu delala, lepa kelnarca. Kaj pa to? Kam pa vi, gospa? Ja, a je problem? Ja, mislim, je problem, tam gor je vajna. A še zmer? Ja, še zmer, ja. Ja, kaj se dogaja tam gor? No, ne moram jeti sam naprej v vajno. Ja, mislim, pokolje. Punce, kaj se dogaja? Ne vem, ker pojavil se za vsi ple. Kako da misliš pojavil? Ja, šla si pometi posodo in pa so se kar oni kle pojavil. Ja, kaj sta pa video oblečene? O, fuj, kaj je to na men? Kaj si zgodil z mojimi lasmi? Kje je moj telefon? Jaz to svojega ne najdem. Punce vsi nas gledajo, kot da smo zmešane. Oni so zmešani, ne me, kaj oni sploh delajo tukaj. Ajla, eno vprašanje. Kaj pa bi radi? Oprostite, ampak kaj vi počnete tukaj? Čemu me povprašujete, gospodična? Saj je vendar jasno, na Soški fronti smo. Ne derite se tako, lahko nas slišijo sovragi. Čemu ste tako oblečena, gospodična? V gozdu vas bodo vsak zlahka razpoznal. Hajde torej v šotor in se nemudoma preobleci. Ajde. Civilni, stopite naprej. Če se še enkrat kdo tako zadere, vas bom postreljal jaz, ne pa sovrag. Zdaj pa red, ordnung und disciplin. Vse pospravite in se pripravite na pot. Čez pol ure krenemo čez gozd. Če kdo pomoč potrebuje, naj se na moje može obrne. Vse razumno? Kakšno pot? Kaj pa ti tule, deklica, počneš, da me takole gledaš in še vprašanje postavljaš? Gospod načelnik, one so z menoj pri saniteti pomagajo. Naj bo. Ostanejo pri tebi, Anica, samo da mi po živcih ne skačejo. Pokorno, gospod načelnik, se opravičujem. Ne bo se ponovila. Dolžne ste mi, da sem vas takole rešila. Ja, hvala, res. Pravim vam, vi niste ototka, ne? Prvikrat vas vidim. Ne, smo tu. Samo časovno gledano, oziroma čez računa. Ja, smo tukaj. Sam so nas li zdaj poklicali, da prijemo pomagati. Aha, prav. Pomoč vedno prav pride. Če še hočemo ostati žive, se držimo nje. Zmenen? Zmenen. Kaj pravite? Ah, nič. A ti pomagamo? Kako vam je pa ime? Jaz sem Leja. Jaz sem pa Stela. Klara. Kakšna zanimiva imena. Prvikrat jih slišim. Ja, kako je pa tebi ime? Moje ime je Anica. Pomagam vojakom, kadar so ranjeni. Ste vi to že kdaj počeli? Ja, jaz sem naredila prvo pomoč za avto. Avto?
Ja, Anica, iz kje pa si? Koliko si sploh stara? Stara sem 18 let in trenutno nimam stalnega doma. Vojna je vse razdejala. O, sorry. Kaj pa ve, koliko ste stari? Približno isto kot ti. Lih smo začela hoditi na faks. Kaj? Vi hodite v šolo? Meni niso nikoli pustili, mogla sem doma delati. Kaj nisi hodila v šolo? Pa dobro, si nič ne zamujaš. Pa vendar, zamujam izobrazbo, doma moram pa samo delati. Anica, a imaš fanta? Imam. Ampak je v vojski. In če se bo kdaj vrnil. Prav pet mi je, da sem se prej pritoževala nad Markom. Boga Anica, ona sploh ne ve, a se bo njen fant vrnil dan. Ajde, dekleta, vzemite nahrbtnike in krenemo na pot. Joj, kaj bi dala, da bi moj šim paket zdaj prišel. Bi se 100-krat bolj počutila, kot zdaj, ko hodimo po tej šumi. Te ta šanj pogosto opisuje. Še ni oseba, to so moje cune iz Kitajske. Njem pa oče že več tednov ni poslal pismo. Sploh ne vem, kje je. Nazadnje bil v gorah, zdaj pa ne vem, če je še živ. Ja, oprosti, da greš čez to. Sploh si ne morem predstavljati. Čem pa govoriš? Se gremo vsi čez to. Vsi smo del vojne. Jaz sem toliko lačna. Jaz tudi. Jaz isto. Kaj bi dala, da bi zdaj enega Kitajca lahko naročila? Kaj? Kaj imate vi s temi Kitajci? Najprej hočete njihove obleke, zdaj hočete pa še pojesti. No, hvala. Koliko dolg še? Mene noge toliko bolijo. Še malo. Kaj pa, če bi mi povedala, kako je bilo prejšnji teden v Cvetki? Kako je to, ko greste žurat? Joj, najraž bi te s sabo vzela, da bi videla, kako je to, ko plešeš s spenicami. Pa bi te pa še totalno s pirom pa borovničkami napile. Deklara, govoriš, da smo taki pijaki. A si v redu? Ja, mislim, da. Sama sem se po faci popraskala urede. In me bo Anica pol povila. Da. Branite se! Za vaše življenje gre! Dekleta napadejo nas. Kaj zdaj? Ajde, držite se skupaj, sklonite se na tla. Vojaki nas bojo branili. Stela, sklon se, da bojo pa zapeli. Imam več kart. Ja, in kaj pa? Nismo pristopili. Smo pa že gor. Kaj je za sponcan? Kaj? Kaj? Tuk si bila utrujena, si šla tako po kosilu spat. 2,26. Pa kaj je s tabo? Klara, kam pa ti na faci? Ne, zjutraj sem se nekaj popraskala. Kul sem. A se boš usedla, ali boš sam stala tam kali po vog? Ja, bom se usedla, sam nekaj si nalijem. Pijamam te kot cvet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel na sram bit, odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuhat dež, zamenjat oblakom videz, zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat,
sebe utišat, manj govort, več pisat, svojo glavo misel, dovolj si vseh prebliskov o nevihtah in o prizmah, ki jih duša naša niza, o dražljajih in o stiskah, ki jih koža brez obliža nosi v sebi. Namenjeno je tebi, da če znajdeš se v temi, nekje čakajo neskončno dolgi te objemi. In zdaj kot nevisoče dalje daš se zdi, Luna še bedami, da v zraku je skrivno. da se vežno